Pozdravljeni. Kdo je bil Jezus Kristus in kdaj bo spet prišel Jezus Kristus? Mnogo zgodb je napisanih o njem in tudi mnogo zanimivih podvigov naj bi dosegel. Mnogi ga še vedno čakajo, a ne vedo, da ga bodo morda čakali zaman. Zakaj? Kaj pa, če Jezus Kristus dejansko pomeni stanje zavesti, v kateri prebivamo? Torej stanje zavesti, v kateri lahko deluje vsak posameznik izmed nas. In kakšno je to stanje zavesti? Skozi to stanje zavesti vidimo svet v svetli luči, svet polnih možnosti, svet dobrega, svet še boljšega jutri in dejansko verjamemo v pravičnost, v neko nebeško kraljestvo, ki se je zmožno tukaj ustvariti, tukaj in zdaj na zemlji in seveda, ker svet tako vidimo, dejansko živimo to prvo v naši notranjosti. In ker imamo to, nosimo to zavedanje v nas samih, lahko tudi svet obarvamo na tak način. Tako, torej, vsak izmed nas lahko doseže to stopnjo zavesti in na to tudi deluje na tej ravni, v tem svetu. Sedaj, če pa čakamo na nekoga od zunaj in na nek način pričakujemo, da bo nekdo prišel in nas odrešil vseh muk, se motimo. Ker edini, ki nas zmore in sme odrešiti, česarkoli se imamo za odrešiti, smo to mi sami. Edino mi sami imamo to avtoriteto se povzdigniti nad nižjimi mislimi, nižjimi vibracijami, nekem nižjem videnju sveta, se povzdigniti in svet ne barvati v sivini, temveč ga začeti barvati z barvami v nek nov mavričen svet. In ko si to dovolimo, svet kar naenkrat postane lepši. Najprej naš notranji in nato tudi zunanji. In tako postanemo sami naš odrešitelj, Jezus Kristus, in posledično z našim ravnanjem v svetu omogočimo tudi drugim, da si dovolijo tudi sami stopiti na pot edinega pravega odrešenja, ki se nahaja znotraj nas. Noben
Nobena osebnost, noben strokovnjak, nobena avtoriteta od zunaj nima take moči, kot jo imamo in nosimo mi sami, torej vsak posameznik v sebi. Sedaj, ali je možno to doseči? Ali je možno to doseči v samo enem življenju? Ja, možno je, če se odločimo stopiti po tej poti. In predvsem zaupati, da je v ozadju nekaj večjega od nas samih, nekaj dobrega, ki lahko tudi rečemo Božja roka, ki nas vodi po tej poti, po teh stopničkah, po stopničkah stopenj zavedanja, torej zavesti, dokler ne dosežemo ravni, ki nam ustreza, in če zmoremo, če si dovolimo, lahko tudi dosežemo stopnjo zavedanja Jezusa Kristusa. Ali je obstajal ali ni, tle ne igra to nobene vloge. Paziti moramo, da naše notranje moči ne dajemo drugim oziroma sploh ne dajemo navzven, temveč držimo fokus od znotraj. In ko bomo dovolj časa to počeli, bo to seme vzklilo in sčasoma osvobodilo nas in tudi vse druge okrog nas. Hvala.